v bistvu je takole, že kot otrok sem razmišljal o tem, da bi bil duhovnik. Ne sicer salezjanec, ampak duhovnik. Mi je bil ta poklic lep in sem želel, da bi to postal. S tem, da sem tudi kmalu postal ministrant, opazoval našega domačega župnika, kako je on doma ševal in jaz bi tudi. In jaz v bistvu doma že maševal tako. Doma sem si postavil partiček, mizo, štolo in tako naprej, da sem doma maševal tako, pač kot otrok sem se igral. Ne bom pozabil, ko sem bil star tam 7-8 let, sem nekoč zbolel in je mami prišla k moji postri, pa so se pogovarjala in rekla: Peter, kaj boš ti, ko boš velik? Pa sem nekje bil duhovnik, samo meni šola ne gre najboljše, ne vem, če bo šlo. Pa mi je mama rekla res odločilen stavek: Peter, če Bog hoče, da boš duhovnik, on bo že poskrbel, da boš tudi šolo naredil, vse tako, kot je prav. Če Bog hoče, te bo že poštimo, da bo. Medtem ko to, da sem se pa odločil za salezjanca, ima pa nekaj krivde Ivan Turk, naš salezjanec, ki me je povabil na duhovne vaje v Želimne. Potem sem 2-3 bil na duhovnih vajah in takrat sem začutil, da biti duhovnik je lahko na več načinov. In eden od načinov biti duhovnik je biti salezjanec. Pomeni delati z mladimi, za njih delati, biti njim na razpolago in tako naprej. In takrat sem se nekako odločil, da bi rad bil kot duhovnik salezjanec. Torej, kot sem že rekel, kot otrok sem sanjal o tem, da bi bil duhovnik, pozneje tudi, da bi bil salezjanec. Vendar, ko so prišla najstniška leta, takrat tudi hormoni človeka ponorijo, bila je tudi kakšna simpatija in sem bil skoraj prepričan, da ne bi šel jaz za salezjanca, za duhovnika. Vendar, ko sem zaključeval osnovno šolo, je ta želja zopet ponovno naraščala in sem se tudi odločil za to, da bi res poskusil in sem šel v Želimne v takratno srednjo versko šolo, ki je bila takrat samo za kandidate za salezjance. Sem tja šel in potem počasi, zaživel tudi to salezjansko življenje. Če danes rečem, kaj mi to pomeni, pomeni vse. Ne bi zamenjal poklica. Letos je 20 let, kar sem duhovnik in se pravi 28 let, kar sem salezjanec. Pomeni salezjanec sem postal že kot dijak, ko sem bil 18 let star, smo imeli noviciat, prve redovne zaobljube in takrat sem že bil salezjanec. In danes ne bi zamenjal poklica. Ne bom rekel, da je zmeraj lahko, pridejo tudi preizkušnje, so tudi težki trenutki v smislu dela, v smislu kakšnih preizkušenj, ki ti življenje prinese. Predvsem pa bom rekel, vse, kar delam, kar živim, rad delam, rad živim in poklica ne bi zamenjal. Zame najboljše biti z mladino. Pomeni ne samo organizirati stvari, ampak predvsem biti z mladino, živeti življenje z njimi, delati z njimi v smislu razne skupine, ko jih imamo, debatirati z njimi, pa z njimi skupaj iskati smisel za življenje. To mi je temeljno. Največja želja, ki jo imam, je dejansko ta, da bi vsak od nas odkril, v čem je dragocen, kakšno poslanstvo ima v tem svetu. In ker človek, ki je odkril v sebi, kaj mu je Bog namenil in zakaj ga je poklical v ta čas, v ta prostor, oseba, ki je to odkrila, je zmagala. Pomeni potem tudi noben napor ni več napor. Tudi nobena, bom rekel, delo, neko pot, ki jo moraš prehoditi, ni več napor, ker imaš cilj. In zame so recimo mladi, bom rekel, na prvem planu. Potem v zelo veliko oporo mi je glasba. Veliko tudi ustvarjam, pišem, pripravljam pevske vikende. Bi lahko rekel, da mi je glasba desna roka pri mojem delu, s katero ustvariš razpoloženje, najdeš stik tudi s tistimi, s katerimi sicer bi težje, preko glasbe ga dobiš. In bom rekel, da to je na drugem planu. Najbolj pomembno mi je to delo z mladimi, najbolj z najstniki se zmeraj ujamem, to mi je v redu. Potem pa glasba. V zadnjem obdobju pa veliko delam z družinami, kar mi je tudi zelo dragoceno. Nekako sem vstopil tudi v ta svet družin. Dokaj dobro se mi zdi, da razumem, ali poskušam razumeti tudi stiske, ki jih danes doživljajo družine.
In velikokrat ali po večini primerov tudi najdem njihov skupni jezik. To mi veliko pomeni. Najprej, da lahko njim pomagam, drugič pa tudi sam se čutim potem, bom rekel, nekako uresničenega, ker je neko področje, na katerem sem funkcionalen, če tako rečem. Pač da lahko nekaj naredim za te družine, da sem lahko z njimi, da lahko z njimi delim žalost in veselje, tudi težke trenutke ali pa veselje, ki se poraja v družinah. Pri Don Boscu mi je najbolj všeč njegova preprostost in njegova pristnost v odnosu do mladih. On ni igral. On je mladega srečal, ga je začutil, se je vživel v njegov svet in začel nekako z njim dihati, z njim živeti in na ta način. Bom rekel tudi to, da sem kot mlad salezjanec ali pa kot bogoslovec, salezjanski bogoslovec, sem velikokrat molil za to milost. In tudi še danes molim, zato da bi zmogel v danem trenutku slišati ljudi, če so to mladi, da bi zmogel stopiti v njihov svet. Če so to družine, da bi zmogel stopiti v njihov svet. Tudi če imam opravka, bom rekel, z ostarelimi, bolnimi, prosim, da bi zmogel stopiti v njihov svet. Ker tukaj je edina pot, bom rekel, da prideš res v iskren odnos. In če hočem karkoli tudi glede vere, glede odnosa do Boga, deliti oziroma dati ljudem, ga lahko samo preko osebne povezanosti, preko osebnega odnosa, s katerim stopam v odnos z nekom. Pogoj za to pa je, da ga razumem, da lahko stopim v njegov svet. Zato tudi prosim za to, bom rekel, milost ali pa dar, empatije ali kako bi lahko rekel drugače. Zanimivo. Napačne predstave o tem, kakšni smo salezjanci, so tiste, ko mislijo nekateri, da imamo tako, bom rekel, sterilno življenje. Pomeni življenje brez duha, življenje po nekih pravilih. Pravila so, morajo biti, a ne? Ampak ne pravilo zaradi pravila, ampak pravilo, ki ga moramo živeti z nekim odnosom, z veseljem. Če bi hotel reči, kaj je še tisto, mnogi mladi rečejo, salezjanci, a vi skozi molite, a ste skozi na kolenih, a ste skozi, ne vem, se postite, ne vem kaj, a ne. Ne, to ni salezjanec. Salezjanec se trudi tudi za te vrednote, tudi za žrtve, ampak predvsem v salezjančevem srcu naj bo veselje. In to veselje naj bo tisto veselje oznanjevanja, kar pomeni veselje do življenja. In tisti, ki misli, da je biti salezjanec, biti resen, biti zatežen, biti strog, biti zamorjen, je falil. Salezjanski poklic je za nekoga, ki prvič, ki stopa v iskren, pristen odnos z Bogom in prav takšen pristen in iskren odnos z mladimi. Pomeni, če si salezjanec, te verjetno ne bo motilo, bom rekel, veselje mladih, tudi kričanje mladih, razposajenost mladih, tudi da mladi kakšno našpičijo, če si salezjanec, te ne moti. Zato, ker veš, da v ozadju tega, da so nekaj našpičili, da so nekaj naredili, ni slabonamernost, ampak je ta igrivost, nagajivost teh mladih ljudi. In se mi zdi, za salezjance je to nujno, da razume, da stopi v njihov svet in da jih razume, zakaj neko stvar naredijo. Tudi če kaj našpičijo, zakaj našpičijo. Tudi če, ne vem, se s čim borijo, da stopi v njihov svet in se skupaj z njimi borim, da bi nekaj naredili, a ne. To se pravi, če rečem tako, salezjanec je nekdo, ki čuti z mladimi, ki živi z mladimi, ki z mladimi joka, če treba, in se tudi smeje, ki z mladimi skače, če treba. Tudi kakšno vragolijo naredi v pozitivnem pomenu besede. Za nekoga, ki razmišlja, bi bil salezjanec ali ne bi bil salezjanec, se mi zdi prav, da se vpraša naprej, kako se jaz počutim z mladimi in med mladimi. Ali si želim stopiti v njihov svet, ali jih imam rad, ali jih razumem v današnjem času, v današnjem svetu, tam, kjer oni živijo. To se mi zdi nujno. Nekdo, ki bi stopil k salezjancem ali pa v duhovniški poklic samo zato, da bom molil in maševal in spovedoval, delil sakramente, se mi zdi, da je za salezjanca premalo. Salezjanec mora imeti en naboj v sebi,
s katerim tudi živi in ta naboj prenaša mladim.